Ste že kdaj slišali za izraz planetarna prehrana? Sliši se precej vesoljsko, a gre v resnici za zelo preprosto idejo. Kako jesti tako, da hkrati naredimo največ za naše zdravje in čim manj obremenjujemo naš planet? Danes v podcastu Zbudi svojo hranozavest gostimo Jerneja Ogrina, magistra inženirja prehrane, avtorja številnih prehranskih spletnih tečajev in strokovnjaka, ki zapleteno prehransko znanost pogosto prevaja v vsakodnevno življenje. Z Jernejem se bomo pogovarjali o tem, kako planetarna prehrana izgleda v praksi, zakaj več rastlinskih virov koristi nam in naši denarnici in kako si s pametnim strukturiranjem obrokov olajšati teden. Jernej, dobrodošel. Živijo, hvala za povabilo. Ja, mogoče čisto za začetek, kako bi nekomu, ki mu je ta pojem planetarna prehrana popolnoma neznan, razložil, kaj to sploh je? Če bi se zelo enostavno lotil razlage, bi rekel, da je planetarna prehrana kot nek tak okvir, kot način prehranjevanja, ki poskuša uskladiti zdravje posameznika in zdravje okolja. Torej dobrobit okolja našega planeta in tako naprej. Torej, kot da bi želeli iz obeh teh tematik potegniti v najboljše. Da smo mi zdravi, da se dobro počutimo, da imamo vsa hranila, ki jih pač naše telo potrebuje in da hkrati s tem čim manj obremenimo planet. Ker naša prehrana pač ima določen vpliv na naš planet, če to nam je všeč ali pa če nam ni. Ok, super. Marsikdo ob planetarni prehrani pomisli, to zdaj pomeni, da nikoli več ne bom smel vključevati v svojo prehrano mesa, da bom do konca življenja jedel samo še solate. Temu ni tako, a ne? A bi mogoče lahko povedal, kako nek planetarni krožnik v bistvu izgleda v praksi? Ja, ljudje so kar navezani na svojo prehrano, ne? Oziroma ljudje smo navezani na svojo prehrano, kar je do neke mere čisto razumljivo, po eni strani tudi prav. Ampak se je pa treba tudi določenih stvari hkrati zavedati, ne. Pri planetarni prehrani je nekako bolj v ospredju ta rastlinski del živil, torej rastlinska prehrana. Ampak pomembno je, da vemo takoj na začetku, planetarna prehrana oziroma prehrana, ki je dobra za planet, ni enako rastlinska prehrana, ni enako veganska prehrana. Niti ne nujno vegetarijanska prehrana. Torej, je samo prehrana, ki bazira večinoma na rastlinah, vključuje pa lahko, če posameznik želi, večina posameznikov to želi, tudi živila živalskega izvora. Torej, to niso samo solate. Ni samo radič, ledenka pa špinača, ampak je še marsikaj drugega. Seveda žitarice, stročnice, potem imamo tukaj razne avokade, oreščke, semena, pa seveda tudi vključevanje živil, kot so mleko, mlečni izdelki, jajca, meso, ribe, morski sadeži, s tem, da pri mesu je mogoče tista največja razlika, ki je očitna med običajno prehrano, dajmo temu tako reči, pa planetarno. Na rdečem mesu naredimo tukaj največji rez oziroma največjo redukcijo. Bova lahko mogoče malo kasneje povedala, zakaj. Ampak ja, kako bi izgledal nek tak planetarni krožnik? Zelo težko je samo na enem obroku to prikazati, ker ne more čisto vsak obrok nam dati vsega, kar mi potrebujemo. Torej, ti obroki bodo izgledali različno, ampak lahko pa izgleda nekako tako, da je na tretjini krožnika neka zelenjava oziroma sadje, na preostali tretjini, torej na drugi tretjini polnozrnate žitarice in na tretji tretjini nek dober beljakovinski vir, kot so stročnice, lahko kombinacija stročnic, mlečnih izdelkov, kombinacija stročnic, majhne količine mesa, kakšno jajce, ribe in tako naprej. Torej, za nek tak balans skrbimo. Ne samo cel krožnik zelenjave, pa zvečer cel krožnik žitaric, ampak nekako kombiniramo vse te glavne hranljive skupine živil. Omenil si stročnice. Bi mogoče lahko tukaj naštel še kakšen drug rastlinski vir, mogoče predvsem dober rastlinski vir beljakovin? Ja, zdaj, kaj se tukaj tudi moramo zavedati, ne? Rastlinski viri beljakovin so nekoliko bolj omejeni kot živalski viri beljakovin. Ker če pogledamo res tiste dobre vire, pri živalskih imamo jajca, mleko, mlečne izdelke, ribe, morske sadeže in pa seveda meso ter mesne izdelke. Pri rastlinskih živilih so tisti zares dobri viri beljakovin v bistvu samo stročnice in izdelki iz stročnic. Bodo pa seveda tudi polnozrnate žitarice, oreščki, semena in tako naprej, nekaj beljakovin prispevala v našo prehrano. Ampak ja, pri rastlinski prehrani so stročnice res tisto, kar v bistvu mora biti v prehrani, če želimo imeti prehrano, ki bazira na rastlinah in je hkrati beljakovinsko zadostna. Tako da razni fižol, leča, čičerika, grah, soja in izdelki soje, kot so tofu in tako naprej. Taka večinoma rastlinska prehrana brez teh živil ne more obstajati
oziroma če obstaja, ni uravnotežena. Tako da ljudje bodo morali začeti jesti več stročnic. Mečkan si že omenil rdeče meso in predvsem redukcijo tega rdečega mesa, tako da bi se jaz z naslednjim vprašanjem navezala na to, kako pa naša prehrana in izbira živil vpliva na naše okolje. Se pravi, ne nujno samo na naše zdravje, ampak tudi kako v bistvu z neko izbiro prispevamo k skrbi za naš planet. Ja, to je v bistvu, jaz to vidim kot neko tako tretjo obliko prehrane, če gledamo zgodovinsko. Torej, včasih je prehrana in prehranska znanost temeljila samo na tem, da imamo ljudje določene primanjkljaje hranil in katere skupine živil zdaj moramo jesti, da se tem pomanjkanjem izognemo. To je tista prva verzija zdrave prehrane, recimo. Potem je prišla neka taka druga verzija, torej prehrana 2.0. Bi lahko rekli, to je prehrana, ki ima že optimizirano, torej nima več pomanjkanj, ampak hkrati pa želimo optimizirati še vsa ostala hranila, torej ne ravno toliko vitamina C, kot ga potrebujemo, ampak raje malenkost več. Ne samo toliko beljakovin, kot jih nujno potrebujemo, ampak nekoliko več. In potem še neka taka druga prilagajanja, ki jih mora posameznik narediti za svoje potrebe in za svoje preference. Zdaj prehrana 3.0, to, kar je v bistvu, bi lahko rekli, ta moderna planetarna prehrana, kakorkoli, pa poleg teh dveh naštetih stvari gleda tudi na to, kakšen odtis pusti na našem okolju. Ker moramo pač se zavedati, da prehrana na okolje vpliv bo imela. Ni edina stvar, ki na okolje vpliva, seveda, da ne, ampak je pa znaten vpliv. Torej, izpusti toplogrednih plinov so tukaj tista stvar, o kateri se moramo pogovarjati, ne. In različna živila, različne skupine živil bodo imela različen izpust, različno magnitudo izpusta toplogrednih plinov. Načeloma gre pa tako. Če pogledamo, katera skupina živil ima največji izpust, je to gladko govedina. Brez kakršnega koli resnega tekmeca za prvo mesto v bistvu, ne. Torej, včasih posplošujemo tukaj rdeče meso, ampak prav govedina na prvem mestu, potem so pa tukaj še jagnjetina in tako naprej, ki tudi spada med rdeče meso, samo pri nas to ni spet neka pogosta hrana, ki jo jemo. Kdaj si nazadnje jedla jagneče meso? Ga ne maram. No, ja. Pa tudi, če bi ga kar malo težko ga mogoče v Sloveniji sploh dobiti, ne. Ampak ja, če zmanjšamo vnos govejega mesa, smo v bistvu naredili že zelo veliko. Naredili smo glavnino. Sploh, ko govorimo tukaj o tej masovni proizvodnji, tako ja, ima velik vpliv na okolje zaradi izpusta toplogrednih plinov, direktnih in indirektnih, in pa tudi zaradi porabe vode, velike uporabljene površine, ki jo to živilo pač zahteva, ne, ker mi moramo najprej posejati na ogromno površino krmo za te živali in potem to krmo hranimo tem živalim, ki so hkrati še zelo obremenjujoče za okolje, in imamo v bistvu tak dvojen negativen učinek, ne, in še veliko vode se za to porabi. Tako da, ja, če zmanjšamo vnos govedine ali pa rdečega mesa na splošno, smo naredili največji koristen učinek na naše okolje. Ma pa to lahko seveda tudi koristne učinke za naše zdravje, če seveda tisto rdeče meso, ki smo ga iz prehrane odvzeli, nadomestimo s primernimi drugimi živili. Če vzamemo ven meso, pojemo zaradi tega več sladkarij, nismo naredili dobrega za nas, ne, ampak če pa zamenjamo to z različnimi stročnicami, polnovrednimi žitaricami in tako naprej, je pa učinek na zdravje v veliki večini primerov zelo, zelo pozitiven. Ja, pa zelo mi je bilo všeč, ko si uporabil besedo zmanjšamo, se pravi, da ni treba zadeve popolnoma odstraniti, ne, ampak samo malo prilagoditi. Da je in ravno to odstranjevanje spet tako z vidika zdravstvenih razlogov, kot z vidika tega, koliko sprejemljiva je ta prehrana za ljudi. Ker, če ti nekomu rečeš, ne smeš jesti skupine živil, ki jo imaš zelo rad, ponavadi naletiš na odpor. To ne bo učinkovito nikoli. In sploh pri spreminjanju nekih prehranskih smernic ne smemo na tak način tega delati. In tudi, moramo se zavedati, rdeče meso, pa meso na splošno, je precej hranljiva skupina živil, sploh te manj predelani izdelki, torej navadno meso, ne mesni izdelek, ne. Veliko hranil, veliko beljakovin, veliko vitaminov B12, B3, B6, železo, cink, selen, B12. To je hranilna zakladnica zares, ne. Ampak zdaj moramo pa vseeno to v prehrani omejiti in z vidika našega zdravja in z vidika okolja, to, kar je danes v bistvu še bolj glavna tematika, ne.
Ja, poleg teh restrikcij in omejevanj je en tak zelo pogost pomislek, ko govorimo o planetarni prehrani, tudi da je to finančno zelo draga prehrana. Ne? Ampak v bistvu, če pogledamo nek tak nabor takih zelo osnovnih živil, kot so recimo stročnice, ki si jih že omenil, pa razni ovseni kosmiči, ugotovimo, da so to cenovno zelo ugodna živila. Ne? Imaš ti mogoče kakšen tak praktičen nasvet, kako si sestaviti obroke, pa mogoče predvsem po katerih živilih posež, da je to nekako sprejemljivo tudi v nekih naših finančnih okvirih? Ja, če tako pogledamo, je lahko zelo močen argument, da je večinoma rastlinska prehrana cenejša kot zelo mesojeda prehrana. Kilogram govedine pa kilogram tofuja, malo različna cena. Ne? En blok tofuja, ki je recimo ena porcija, če vzamemo tega Lidlovega, to je ena porcija za eno osebo, ni en mali tofu za celo družino, ne? Stane koliko 80 centov, nekaj takega. Ja. To je malo. Glede na to, kako kakovostno živilo in kakšno super sestavo ima, to je zelo, zelo ugodna stvar. Spet, če imamo veliko nekega mletega govejega mesa, nekih bolj predelanih izdelkov, kot so salame in tako naprej, to so tudi živila, ki niso ravno najbolj ugodna. Tako da, če neka ta živila nadomestimo s povsem osnovnimi živili rastlinskega spektra, kot si rekla, manj predelane žitarice, stročnice, izdelki iz stročnic, oreščki semena, to je cenovno vse večinoma zelo dostopno. Tako da spet se vračam nazaj k tistim mojim začetnim usmeritvam, kako tak obrok sestaviti. Čim bolj osnovna živila, manj procesirana živila, malo spremljati popuste in tako naprej. To velja za kakršnokoli prehrano, a ne? Pa s tem, da čim manj hrane pač vržemo stran, tudi tako veliko prihranimo. To so neki taki napotki za to, kako imeti uravnoteženo rastlinsko prehrano, ki je hkrati finančno dostopna. Kaj mogoče je ena stvar, ki jo je treba vedeti, više kot gremo po tej stopni procesiranosti živila, višja lahko ta cena je. Ja. Torej, fižol ali pa soja kot neka osnovna surovina, samo zrno tega živila bo ponavadi zelo poceni, zelo dostopno. Zdaj tofu, mogoče že malenkost dražji, takoj ko gremo na neke burgerje, rastlinske in tako naprej, neke druge izdelke na osnovi soje oziroma stročnic, višja ta cena lahko postane, sploh če imamo kakšne te premium znamke. Ampak spet, večina teh živil je še vedno cenejša kot meso. Ja. Tako da mislim, da argument tukaj kar hitro pade v vodo. Je pa res, ker gre za mogoče neko tako malenkost bolj progresivno prehrano, kot neko novost, ki jo marsikdo vidi, v glavi ljudi je to še vedno pogosto dojeto kot to bo pa drago. Karkoli odstopa od tega, kar smo trenutno vajeni, bo dražje. Kar je velikokrat čisto zmotno prepričanje. Ampak saj ljudje rabijo nekaj časa, da se teh stvari zavedajo, potem pa poskusijo, vidijo, da deluje in kar nekako spremljajo. No, krasno, to dilemo sva razrešila. Kaj pa pomanjkanje časa? To se mi zdi tudi v sodobnem svetu en tak zelo pogost problem. Imaš ti mogoče kakšen trik ali pa kakšen nasvet, kako si res zelo na hitro pripraviti en hranilno bogat, uravnotežen obrok, mogoče katera živila vključiti? Jaz bi šel kar na konkreten primer. Okay, O tem sem že velikokrat govoril, objavljal na socialno mrežo in tako naprej, in bom kar konkretna živila tukaj probal uporabiti. Tukaj nimamo sicer vseh, bi si mogoče s tem malo pomagal, ampak vseeno. Vzamemo konzerviran fižol, ga dobro speremo pod vodo, zato da bo manj prebavnih težav povzročil in tako naprej. Damo na krožnik, začinimo po želji. Sol, poper, bučno olje, olivno olje, karkoli nam je všeč. Vzamemo drugo konzervo. In to je konzerva sardin, skuš, lahko zelenjavo, lahko naravno, lahko v olju, lahko je tudi tuna, ampak jaz sem malo bolj zagovornik skuše in sardine, ker sta še bogati z omega-3 maščobami, in damo to zraven na krožnik. Potem pa si izberemo še neko poljubno zelenjavo. Paprika, kumara, paradižnik, nekaj, kar lahko jemo surovo, samo narežemo, damo zraven na krožnik. In tukaj imamo 3 komponente, ki so same po sebi izjemno hranljive, naredijo obrok avtomatsko uravnotežen, tudi če jim ničesar drugega ne dodamo. Zdaj jih je pa treba mogoče malo začiniti, malenkost jim pomagati, da postanejo nam sprejemljive, užitne. Vsi tega ne bojo marali, ampak en tak super primer to je. In ta obrok je hkrati zelo hranljiv, zelo nasiten, uravnotežen, pa poceni. Tudi če izberemo ribo, ki ni najcenejša, bo tak obrok stal manj kot 3 evre. Ja. To je ugodno, ne? Lahko zraven dodate tudi kos kruha, seveda. Tega ne boste dobili v restavraciji z Michelinovo zvezdico. To pač je obrok na hitro, za med tednom
ker večina obrokov itak tako zgleda. Ne? Ja, drži. Prehrano moramo ohraniti praktično. Nimamo časa 10 ur na dan, da bomo skuhali vse obroke iz nule, pa še sami vzgojili to vso zelenjavo. Večinoma to pač ne gre. Ne? Tako da to je en tak super primer. Tudi uravnotežen sendvič je lahko primer zelo dobrega obroka, če ga seveda pravilno sestavimo. Polnozrnat kruh namesto belega. Neko manj mastno mesnino, če uživamo meso, damo noter. Mogoče lahko damo tudi ribo spet noter v ta sendvič kot vir beljakovin. Obvezno zraven neki zelenjave. Torej, to je čisto ok obrok, ki ne vzame veliko časa. Tako da mislim, da se da s takimi osnovnimi živili res narediti veliko in ni treba tudi zelo globoko seči v žep za točno to. Torej, imamo časovno učinkovito, finančno dostopno, hranljivo, uravnoteženo, malo pomivanja, v glavnem da se. Ja, pa predvsem bi jaz tudi rekla, da je priprava teh obrokov zelo nekomplicirana. Ne? Ja. In ravno kompliciranje je neka past, v katero se ljudje zelo pogosto jamejo, ko poskušajo spremeniti prehranjevalne navade, predvsem mogoče ta pristop vse ali nič. Kaj bi ti rekel, da so najpogostejše pasti, v katere se ljudje ujamejo? Ja, ravno to. Ravno to. Že tukaj, če čist nazaj se spet vrneva, ko nekdo meni večinoma rastlinsko prehrano, planetarno prehrano, kakorkoli že temu želimo reči, ljudje takoj pomislijo, to pomeni nič mesa. To pomeni nič rib, nič jajc, nič stvari, ki jih imamo radi. Ne, to ne pomeni nujno, to večinoma pomeni samo malo manj. Ker še malo manj lahko naredi veliko razliko, če pri pravih stvareh malenkost porežemo. Torej, vse ali nič miselnost pri prehrani zelo redko naredi nekaj dobrega. Potem tudi ta želja po perfekciji, malenkost drugačna je od mentalitete vse ali nič. Želja po perfekciji pa je to, da ljudje pričakujejo, da bodo že v zelo kratkem času delali vse, kar je pravilno in kar bi morali, brez da bi to imelo na njih nek negativen učinek. Tudi to ponavadi ne gre. Prilagoditve prehrane in življenjskega sloga na splošno vedno zahtevajo čas. Vedno zahtevajo neuspele poskuse. Vedno. Kdaj ste nazadnje probali nekaj novega, pa vam je šlo od začetka naprej brez neuspeha? Nikoli. Tudi ko se učiš inštrument, recimo, ali pa karkoli, delaš napake, ne? In pri prehrani je pač enako. Tako da ne imeti previsokih pričakovanj do sebe je tudi ena stvar, ki bi jo lahko tukaj izpostavili. Pa ena napaka je tudi to, da se v želji potem, da bi bili spet dobri, dovolj uspešni in tako naprej, da se malenkost pozabi na naše neke občutke, pa na naše neke preference. Torej, ja, tvoja prehrana res je lahko perfektna, tako zdravstvenega kot trajnostnega vidika, ampak če se ti na taki prehrani počutiš zelo slabo, če te preveč okupira, tako mentalno kot časovno, kot finančno mogoče, se lahko zgodi, potem ta prehrana dolgoročno zate verjetno ne bo uspešna. Ker boš po enem tednu rekel, meni se pa ne da več. Ja. In to ne more biti, tudi če v teoriji izgleda vse super. Tako da deva te 3 napake izpostaviti kot glavne, pa mogoče pustiva ostale za kasneje. Super. Omenil si že kar nekaj živil, dotaknila sva se malo konzerviranih stročnic, pa konzerviranih rib. Bi mogoče na ta nek spisek za v trgovino dodal še kakšno živilo, ki ga je res pametno imeti v shrambi oziroma vedno na zalogi, da se iz njega pripravi nek tak hiter planetaren obrok? Ja, polnovredne žitarice v kakršnikoli obliki. Lahko gre za polnovredne testenine, lahko gre za proseno kašo, kvinojo, polnozrnat kruh, polnozrnati toasti, polnozrnate tortile. Tudi to sicer gre za malenkost bolj procesirana živila, ampak še vedno gre za dobro sestavljena živila. Potem bi omenil stročnice v vseh oblikah, sveže, tofu, zamrznjeno, vse to je vrhunska stvar, pa oreščki in semena. Tukaj so ena taka skupina, ki je ne moremo oziroma ne smemo spregledati. Hkrati dober vir maščob, maščobe so zelo pomembne za naše zdravje, za kulinarično doživljanje obrokov, pa še kamal zahrusta orešček, ne? Pa dober vir mikrohranil so, vitamini, minerali in tako naprej, pa tudi prehranskih vlaknin, tako da imamo spet veliko enih koristnih zadev na enem mestu. Tukaj bi izpostavil še mogoče kakšen avokado, dobre vire maščob, kot so recimo olivno olje, tudi repično olje, to je zelo kontroverzen take, ampak repično olje je vrhunsko živilo. Ja. Po sestavi, po ceni, super stvar. Samo pač ne v njemu cvret
krofov in krompirja vsak dan. Ne? To je tista stvar, ki jo ljudje pogosto ne vidijo. Kaj bi lahko potem še izpostavili? Seveda sveže ribe, jajca, mlečni izdelki, manj masni, recimo, te so stvar, ki bi jo priporočal. No? Pa seveda vsa zelenjava in sadje. Ja. Sveže, konzervirano, zamrznjeno, nima zares veze, to je obvezen del naše prehrane. Brez tega je prehrana težko zdrava, ker vseeno predstavljata te dve skupini živil res pomemben vir številnih hranil in vsaka prehrana vsaj nekaj tega mora imeti. Če bi pri sadju izpostavil glavne skupine, na katere res ne smemo pozabiti, so to jagodičevje pa citrusi. Obvezno prehrano, kar je ostalo, je pa itak bonus. Tako da to. A sem še kaj pozabil? Jaz bi rekel, da si zelo, zelo dobro naštel. Okay. Da je kar kompleten tale listek. Bi se pa mogoče še malo navezala na samo pripravo hrane. Sploh v zadnjih letih se mi zdi, da je zelo popularna ta meal prep metoda oziroma ta nek trend, ki je lahko super, ampak marsikdo ima tle tudi nek pomislek in vidi samo teh 10 istih tapers, riž, brokoli, piščanc in potem se to je en teden. Imaš ti kakšen nasvet, kako to narediti majčkeno bolj življenjsko, pa predvsem tako malo bolj fleksibilno? No? Ja, iskreno, jaz nisem zelo velik niti fan, niti zagovornik, niti uporabnik meal prep metode, ker imam ta privilegij, da mi ni treba nujno tega delati. Pač to je treba priznati, ne, da večino časa je to ukrep, ki ga naredijo ljudje zato, da si skrajšajo čas, ki ga preživijo v kuhinji oziroma pri pripravi hrane. Kar je seveda zelo relevanten način razmišljanja in življenja. Je pa včasih res tako, zdaj, da bi si naredil za en teden vnaprej istega obroka, jaz osebno tega ne bi mogel. Marsikomu se tudi ideja o tem upira in zato se tega ne loti, ampak se ne rabimo razmišljati samo o enem tednu vnaprej. Že za 2 dni vnaprej si lahko pač čas priprave hrane razpolovimo na pol, kar je zelo znatno. Ne? In česa se ljudje marsikdaj ne zavedajo, je to, da je tudi priprava neke enolončnice dobesedno meal prep. To je osnovni meal prep, ki so ga že naše stare mame pa njihove stare mame delale. Skuhaš uravnoteženo enolončnico, jo ješ 2-krat zapored, kar ti ostane, daš v skrinjo in je še zaenkrat narejeno direktno. Ne rabi biti samo piščanec, brokoli pa riž. Lahko je, ampak ni nujno. Zdaj, kaj je tudi en zelo fleksibilen način, je to, da si samo 1 ali pa 2 komponenti nekega obroka pripravimo naprej, 3. pa malenkost menjamo. Pripraviš večjo količino riža, ješprenja, testenin, česarkoli že. In je to ta ogljikohidratna porcija. Potem pa samo menjaš beljakovinsko komponento pa zelenjavno komponento. Imaš 3 različne obroke, s tem, da je ena komponenta že pripravljena vnaprej in spet malenkost skrajšaš ta čas, ki ga potrebuješ za pripravo hrane. To pa skrinja. Karkoli skrinja je lifehack, ki se ga moramo poslušati. Problem je samo prostor v skrinji včasih. Ja, res je. Ampak pri temu meal prepu, res meal prep samo za voljo meal prepa je spet slaba ideja. Torej, bom delal meal prep, ker to je fancy in to je ful dober. To je fancy in ful dober, če si ti sebi prilagodiš tako, da ti bo res to ful dober. Drugače je to brez veze. Ja. Je poleg enolončnice še kakšen tak obrok, ki si ga ti rad pripraviš vnaprej, pa bi ga delil, izpostavil kot neko idejo? Ja, jaz to, kar je meal prep oziroma delni meal prep, velikokrat spečem nekoliko več piščančjih prsi. To sicer trajnost in tako naprej, ampak izpostavimo vseeno. Jih kombiniraš s stročnicami. Ja, dejansko. Ja, se je. Če jem en dan piščanca z neko zelenjavo pa krompirjem recimo, ga vedno spečem nekoliko več in tisti ostanek naslednji dan porabim v tortiljah. Zraven nekaj pogretega fižola, mogoče malo paradižnikove mezge, kakšne začimbe, kumino, limeto in tako naprej. Pogreješ vse to skupaj, zaveš v tortiljo in pač je obrok narejen. Dobesedno 10 minut priprave, pa sem mogoče še veliko rekel, ne. Tako da to je ena stvar, ki jo jaz tukaj uporabljam. Veliko več pa pravim, trenutno ni potrebe po tem, tako da nimam zelo veliko praktičnih izkušenj. Edino mogoče glede svežine, kako pa potem shranjuješ ta živila, da ostajajo sveža, recimo da piščančja prsa, ki si jih ravno omenil, ostajajo sočna, imaš kakšen tak trik pri shranjevanju?
Ja, eno je svežina, drugo je pa varnost. Bi mogoče o varnosti celo najprej začel, zato ker pomembno je, kako mi živila, ki jih pripravimo za več dni vnaprej, kako z njimi ravnamo od tiste točke naprej, ko so skuhana. Torej, treba jih je najprej ohladiti na nekako sobno temperaturo znotraj čim krajšega časa, dajmo tako reči, in šele potem dati v hladilnik, da ne pogremo celotnega hladilnika naenkrat. In potem to pač shranimo pokrito, ne rabimo nujno neprodušno zapirati, lahko je čisto samo pokrito, če nas vonjave ne motijo. In pa potem, ko bomo se lotili to živilo ponovno jesti, ga je treba spet dobro toplotno obdelati. Ja, večino časa ne bo nobenih zapletov, če bomo to jedli nepogreto, ampak je pa verjetnost za neke zdravstvene komplikacije oziroma za zastrupitve s hrano veliko večja, če mi ne obdelujemo toplotno dovolj teh živil. Zdaj, kar se tiče svežine, marsikomu ni všeč okus pogretega piščančjega mesa in si zato ne pripravlja tega vnaprej. In ja, ima določeno tako noto nezaželenega okusa oziroma arome. Kako jaz to omilim, je tako, da ne pogrevam tega v mikrovalovki. Mikrovalovka se mi zdi, da še dodatno poslabša to, ampak vedno na ponvi počasi z nekoliko tekočine. Zato sem tisto paradižnikovo mezgo oziroma omako prej omenil pri tistih tortiljah. In spet, če uporabimo neke dodatne začimbe, spet okuse nekoliko tiste, ki nam niso všeč, grejo malo bolj v ozadje in pridejo v ospredje tisti, ki smo jih mi naknadno dodali. Tako da ne se bati uporabljati začimb, kislin in tako naprej, ker bojo naredile obrok prijetnejši. Ok, super nasvet. Zdaj bi te pa čisto za konec povabila sem še v rubriko Hitrih 5 z Zdravkom Lidlom. Boš na hitro odgovoril. In sicer, kaj je največji mit o rastlinski prehrani, ki te najbolj vrže iz tira? Največji mit o rastlinski prehrani, ki me pogreje v mojem jedru, je ta, da rastlinska prehrana ne more biti uravnotežena. Okay. Je treba se bolj potruditi, da je uravnotežena, ampak se vseeno dajo narediti uravnotežena. Kaj je najbolj nenavadna kombinacija hrane, ki si jo kadarkoli poskusil ali pa mogoče celo sam pripravil in ti je bila ful všeč? Ojoj, zdaj ste pa kulinaričnega, zelo nezahtevnega kulinarično človeka ste to vprašali. Trenutno bi rekel, da tisto, kar sem tudi za Lidl posnel vsebino, kombinacija nektarine, mocarele in rukole. Ja, ok. Ja, to. Največji prehranski nesmisel, ki sem ga v zadnjem času prebral na družbenih omrežjih. Kje pa tukaj začeti? Kje začeti? Ja. Ne, mogoče to, da če doječa mamica uživa gazirane pijače, da to povzroča krče pri dojenčku. In pa še zadnja, prehransko, treba reči pravilo v narekovajih, ki ga sam z največjim veseljem kršiš. Kršim. To, da mora biti vse polnozrnato. Ok, torej, super. Smernice so, treba jesti čim več polnozrnatega, ja, seveda, ampak tudi to včasih ni dober prehranski nasvet. Aha, ok. Zdaj, tisti, ki te spremljamo, zelo, zelo dobro vemo, kaj je tvoje najljubše živilo, ampak Skira danes tukaj ni, tako da prosim, iz tegale nabora izberi eno drugo najljubše živilo in povej, zakaj je ravno to tvoj favorit. Samo eno. Ja. Ok, o tofuju smo že veliko povedali, o ribah tudi, dajmo si izbrati tistele lečine testenine. Ok, zakaj? Zato, ker so odlična kombinacija prehranskih vlaknin, kompleksnih hidratov, beljakovin in super cene. Krasno. Jernej, najlepša hvala. Hvala tebi za super vodenje. Danes smo z Jernejem ugotovili, da planetarna in uravnotežena prehrana ne zahteva zapletenih receptov in ur preživetih v kuhinji. Z nekaj pametnega načrtovanja v trgovini in pri pripravi obrokov lahko naredimo veliko spremembo za naše zdravje in naš planet. Naslednjič se bomo dotaknili prehrane v povezavi s športno aktivnostjo. Z nami bo Marjo Sambolec, pogovarjali pa se bomo o prehrani športnikov. Ste vedeli, da večina športnikov zaužije preveč beljakovin in premalo tistega, kar dejansko potrebuje za gorivo? Poslušajte nas.